ker je daleč ker že dolgo traja, da smo čim prej do odmora, bom skušal biti čim krajši. Tako kot kolega pred mano, sem predavatelj na tej šoli, Višja strokovna šola, Šolski center Novo mesto. In ker sem strojnik, pa kot je kolega pred mano rekel, za naše študente oziroma udeležence izobraževanja moramo biti malo konkretnejši, sem si izbral temo toplotnih črpalk. Še preden začnem na delovanje, ogrevanje zagotovo predstavlja enega od največjih stroškov tako pri sami investiciji, kot predvsem tekom celotne življenjske dobe. In če govorimo o pametnih stavbah, je najpogostejši in najbolj učinkovit in pod določenimi pogoji tudi najbolj zelena naprava za ogrevanje toplotna črpalka. Delovanje toplotne črpalke večina vas zelo dobro pozna. Toplotna črpalka prenaša toploto iz nekega zunanjega vira, to je lahko zrak, zemlja ali voda. Se pravi, iz nekega hladnejšega vira prenašamo z nekim mehanskim delom toploto v naš notranji prostor, naše stavbe. Tukaj vidite same glavni elementi toplotne črpalke so kondenzator, ekspanzijski ventil, uparjalnik in kompresor. Bistvo je, imamo 3 cevovode. Recimo, če začnem pri kondenzatorju, tu notranji krog s hladilnim sredstvom, ki pride iz kompresorja, segret na 90 stopinj, recimo v tem primeru segreva radiatorsko vodo, ki je v radiatorjih, iz 55 na 60 stopinj. Ko ta medij to opravi, gre skozi ekspanzijski ventil, kjer se v tem primeru močno ohladi na -10 stopinj, da ga lahko potem z nekim zunanjim tokokrogom, v tem primeru je to slanica, recimo zunanja enota toplotne črpalke, segreje iz -10 na recimo kako približno 0 in ga potem to hladilno sredstvo pošljemo preko kompresorja in z stiskanjem dosežemo 90 stopinj tega hladilnega medija. Kako določimo učinkovitost toplotne črpalke? Izraz je coefficient of performance, koeficient zmogljivosti, ki je razmerje med toploto, ki ga naša toplotna črpalka vda v prostor, in pa vloženo električno energijo, ki jo rabimo za pogon naše toplotne črpalke. Ta COP, koeficient zmogljivosti, učinkovitosti, je močno odvisen v glavnem od temperaturnih pogojev in vlage. Bistvo pa je, da pada z temperaturno razliko med zunanjim in notranjim medijem. In velika težava pa je tudi predstavlja zamrzovanje na zunanji enoti. Kot sem že omenil, 3 načini, 3 vrste toplotnih črpalk, zrak, voda, ki je recimo najpogostejši pri hišah, ker je najcenejša izvedba, zemlja, voda in voda, voda. Koeficienti zmogljivosti si pri zrak, vodi nekje nahajajo od 3 do 5, pri zemlji, voda je učinkovitost dosti višja, 4 do 5, prikazal sem bolj porabo, na koncu nas oziroma raba nas bolj zanima kot zmogljivost. Recimo, da v povprečju sistem zemlja, voda porabi 20% manj električne energije kot zrak, voda. Če gremo še na hitro, malo sem raziskoval, recimo, da damo za primer družinsko hišo 150 kvadratov, da je dobro izolirana, nekje okvirno, to so cirka cifre, da porabijo 500 evrov na leto energije električne. Se pravi, v tem primeru, če gremo na ta dražji sistem,
porabimo recimo 100 evrov na leto manj. Najbolj učinkovita pa je toplotna črpalka voda-voda, kjer COP-ji presegajo število 5 do 6,5. In v tem primeru prihranimo 35% napram sistemu zrak-voda oziroma 20% napram zemlja-voda. V tem primeru bi bil letni strošek za lažjo predstavo, čeprav ti sistemi so primerni za velike stavbe, za velika podjetja, javne zgradbe, ti pa pač za družinske hiše. Številke vidite še spodaj za 10-20 let, če to pač pomnožimo. Težko sem dobil podatke, neko primerjavo, se zdaj proizvajalci niti niso pomembni. Švedska agencija akreditirana je testirala manjše toplotne črpalke, ki so primerni za družinske hiše, od 7 do 10 kW, približno, da so v istem rangu. In zdaj se tukaj je cel kup podatkov, ampak recimo, da je bistvene so tele krivulje COP-ja, učinkovitost, ki je recimo od 2 do skoraj 5. Bistvo pa je v tem, kar sem omenil na začetku, da učinkovitost toplotne črpalke močno pada z toplotno razliko med zunanjim medijem in našo notranjo temperaturo vode. Recimo največja učinkovitost je pri A7, pomeni temperatura zunanjega zraka 7 stopinj in voda v recimo radiatorjih 35 stopinj Celzija. To lahko dosežemo od 3,5 do skoraj 5 COP-ja. Medtem ko počasi, tukaj ko vidite, temperatura zunanjega zraka pada do -7 stopinj. Vzamemo primer, da rabimo v radiatorjih 55 stopinj, tukaj pa zna samo najboljše toplotne črpalke dosegajo COP preko 2, precej jih ima pa celo nižji izkoristek od tega. Seveda, ti prihranki so vezani tudi na ceno električne energije. Šel sem na Eurostat in kar pobral 2 ključna tvita, ki se takoj ponujata. Recimo v letu 2019 je bila najvišja cena elektrike za gospodinjstvo v Nemčiji 31 centov na kilovatno uro, najnižja pa v Bolgariji 10 centov na kilovatno uro. Za negospodinjske cene so precej nižje, najvišje v Italiji 17 centov na kilovatno uro in najnižje na Danskem 7 centov na kilovatno uro. Se pravi, ti naši prihranki so vezani na ceno elektrike, ampak verjetno bo trend tak, da se bo tudi elektrika dražila in s tem bomo tudi prihranili več. Je pa mogoče prednost ta, da elektriko lahko v Evropi pridobivamo, medtem od fosilnih goriv smo dosti odvisni od svetovnih zgodb. In recimo, da je elektrika bolj stabilna, da ima stabilnejšo ceno kot nafta, recimo. Drva se pa nekako prilagodijo, ipak smo še mi vaška država in ljudje še vedno precej, tako kot je kolega Muhič povedal, se precej kuri na drva. Ampak cena drv je pa nekje tam v rangu kot nekje med elektriko pa oljem. Da sem povzamem, tako kot sem rekel na začetku, mislim, da je ogrevanje v zgradbah največji strošek investicije predstavlja in predvsem pa potem skozi cel življenjski cikel. Toplotne črpalke bojo sigurno čedalje bolj pogoste in zato so tudi subvencije, da menjavamo ostale sisteme na fosilna goriva. Koeficient COP je predvsem odvisen največ od toplotnih razlik, kak je zunanji medij, kako temperaturo hočemo v ogrevalnem sistemu. Seveda izkoristek dosti višji pri talnem gretju, ker nam je dosti recimo 25 stopinj, ne pa 55 stopinj kot pri radiatorjih. In pa prihranke sem vam pa že prej, da ne bom se ponavljal, recimo
če sem povzamem, zrak, voda, recimo najmanj učinkovit, zemlja, voda, 20% bolj učinkovit, voda pa še dodatnih 20 glede na zemljo, voda. Hvala, da gremo pravočasno na odmor.